ne z pesimizmom, temveč z notranjo radostjo, ki pa jo lahko samo vi sami ustvarite. Noben drug je ne more. Če pa jo je pa kratkotrajno. Meni je žena usrečila z palačinko, ampak drug dan sem bil želočni krč. A si nehal? Edo. Marina, jaz ti bom vošel kar takole zrošten, kot vedno, srečnega zdravja. Vse skupaj vam tudi, tole je simbolično, ne dam, ker je organizatorka, bila pa za vse, ki ste se udeležili. Hvala. Da ne bom samo čvakal, evo, tole odprite pa po tej strani, tole pa po tej strani, razdelite. A so rozine not? Kaj te spet to zanima? A veš, jaz se nisem nič vtikal, kaj si ti govoril. A veste, jaz sem vesel, ko se takole udeležujete, ko ste celo leto lepo sledili, ko ste res ena najboljših skupin, kar jih imava. In sem ponosen na vas, ker napredujete, ker delate. Kar skozi dojete. Tole malenkost, to so te drobne stvari, ko jih je treba gojiti. Pravimo, delajmo se srcem. To so mehne pozornosti, saj ni treba veliko. Ste zadovoljni, ne? No, jaz tudi zato, ker ste ve zadovoljni. Ok, takole, zdaj bova pa midva razstavljala tele, ko jih je Oleg lastno ročno naredil. Ja. Zdaj, če delimo, bom pa jaz še te... Vlogo pošta, ja, on je pa poštar, veste, ampak konkurence ne. Se spomnite zadnjič te vibracije, ne? Ja. Smo naredili dosti kopij, tako da mislim, da so vse dovolj. Ja, enako. Svoje dekleta potrudila, da so kolite upredali. Ja. Ne, jaz sem samo za zvok. Zvok, dva, ja. Ne. Ampak na svetu je samo ena. Vsaka ima. Ampak tisoč imen. Kodite vidiš? Ja, tole pa predstavljamo zvezda, Vino 4 napisala, to je vse. Jaz sem samo v Avstraliji poslala jutri gremo A je še kakšno? Ja, delo je samo ena, ampak vse sem povedal. Zdaj tole je rešilna vrhunka. Zdaj bom pa Joško nadaljeval, potem bom pa jaz lahko se posvetil vam z obliko duhovnega razreženja. Je razstava.
No, takole. Da ne bomo kasnili, jaz bi kar začel, ker potem bomo Oleg predavanje o viških in to zahteva kar precej časa, zato ne bi nič zamujali, ampak bomo kar se lotili edine teme, ko jo obravnavam, to je kako pridemo v zdaj. Veste, da več ali manj mi delamo po Tolevi teoriji. Eckhart Tolle je pravzaprav napisal o zdaj knjigo, izdal jih je še par, ko pojasnjujejo, kako pridemo v ta trenutek. Kako izklopimo možgane, ker možgani nas več ali manj obvladujejo. In ves gori, kar ga imamo, vse bolečine povzročajo možgani. Mislimo, da so možgani ena naša najboljša zadeva, kar jih imamo. So, če jih mi uporabljamo. Če pa možgani uporabljajo nas, je pa to suženjstvo. Kako se tega suženjstva rešimo? Tako, da prešaltamo na čutenje. Pozornost na čutenje. Pozornost na dih. Kaj čutim, ko diham in kaj čutim, ko diham. Ko enkrat obvladamo tehniko dihanja, lahko obvladamo tudi tehniko, kako opazujemo misel. Ta opazovalec lahko opazuje misel. To je kvaliteten preskok. Nekaj vas je že tukaj noter, ko to znate, a ne opazovati misli. In to je tako kvaliteten preskok, da vi veste, da vi niste misel. Ampak da je to naše orodje. To je naše orodje za uporabljanje, kako preživimo. Misel povzroči tudi čustva. Ne bo to žalost, ne bo to strah. V glavnem gre za strah. Vedno nas je strah prihodnosti ali pa se jezimo na preteklost, na zamere, ki jih imamo iz preteklosti. To so vse, povzročitelj so misli, naš ego. Naš ego je bil prizadet in on je to spravil. In to spravljamo in te stvari se grmadi v nas. To je bolečina. To je bolečinsko jedro. In ko se enkrat naučimo opazovati misli, lahko opazujemo tudi čustva. Kako se ne bom razjezil? Tako, ko pridem v situacijo, da se razjezil, rečem, kaj se pa dogaja v meni? In začnem ta občutek opazovati. Kaj se dogaja v meni? A veste, ko je človek jezen, je v nezavednem stanju. Takrat se ne zaveda, to ni on. To je tako, kot da spi. Čustvo ga prevzame. In v takem čustvu lahko delamo največje neumnosti. Ker možgani, ko so povzročili to čustvo, niso sposobni obvladati. To se pravi, policijski inšpektor, ko je dal nalog za eno sledijo, sam sebe ne more uloviti. Ker ne ve, da je to on. Tako je naš ego. Povzročil je jezo, zabremzati pa ne more. Tudi če še tako hoče, čustva se ne da z mozgom obvladati. Ne strahu, ne jeze, ne žalosti.
Čustva so močnejša, ker so podprta z življenjsko energijo. Obvladamo samo tako, da smo prisotni. V zdaj. V tem trenutku. Aha, razjezil se bom. Začnem se opazovati. Aha, žalosten sem. Kaj se dogaja v meni? Kaj se dogaja v meni? In se opazuje. In se začne to čistiti. To se začne zmeševati. To bolečinsko jedro začnemo ožati in ima energija življenjska v nas večjo moč. Več imamo moči za življenje. Ker ta bolečinsko jedro, to nam skozi jemlje energijo. On mora živeti. In ta skozi potrebuje skrb, jezo, skozi potrebuje negativna čustva. Zaradi tega, da mi dajemo v te naše probleme, dajemo energijo. Za življenje pa ne ostane. In kaj ostane? Bolezen. In veliko bolezni izvira prav iz tega. Jaz sem vam rekel, da naredite rekapitulacijo. Kdo je kaj napisal o tem? No, daj dvignite roke. Dajmo, dvignimo roke. Kdo je to naredil? No, nekaj vas je. Veste, to je težko. Samega sebe, ne? Kaj sem v življenju naredil narobe? Kakšne zamere imam? To si napišite na papir. Če ne boste, poslušajte, fajn je, da pridete na predavanje, pa če ne boste delali, nismo naredili nič. Če ne boste delali, nismo naredili nič. Napišite rekapitulacijo. Vse zamere, kar ste jih imeli v življenju. Vse osebe, napišite, starše, otroke, prijatelje, sosede, kdorkoli vas je kaj užalil. Napišite priimek, ime, oprostite se mu. In ga prosite, da vam oprosti. In tudi vi njemu zamero odpišite. To vas bo sproščal. To vas bo razbremenil. To ni spoved. To delate rekapitulacijo za sebe. Ne lažite si, da ni res, da ste vse odpustili. To ni res. Spomnite se od otroka naprej pa do zdaj. Vse napišite. Pa se ždite ti, da ne bo kdo dugo, pa da se vam te naprej bali. Gre za to, da vi uočite, ko je na papirju, tole je bilo, tole je tisto, kar me v življenju bode, kar je težko. Tisto, kar je najtežje, tisto napišite. In se oprostite. Kdo se to oprošča? Se mozek. Veste, zakaj niste napisali? Ni vam dovolil. Ni vam dovolil. Se mi treba. En kup izgovorov. Poskusite pa naredite. To gradite sebe. Že to, da pridete nekaj. Ampak delite na sebe. To, ko govorim o dihanju. Koliko vas je prvič tole noter? Ja, zato bom povedal o dihanju. Bom pa danes ne bom predolg, zato ker bo Oleg imel res tole delavnico, ker mora te stvari razložiti, ker to bi že zanč, ne ste mi vse postavili. Ampak danes bo pa res razložil. Veste, dihanje. Dihanje nam je bilo položeno
v zibelko. Otrok, ko zavpije, reče zadihuje. To je prvi vdih. In ko gremo, je izdih. Vmes je pa vse, kako dihamo. Ni vse, to je osnova. Kdor ne verjame, se nekaj prime za nos, boste videli 5 minut, bo reda, ko bo zdržal. Brez vdiha. Dihanje in življenje, to sta dva atributa, ko jih imamo, to sta najdragocenejša. Cenimo pa ven, to kar samo po sebi. Ni samo po sebi. To sta naša dva darova. In pri dihanju opazujte vdih. Kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Pozornost je na čutenju. In zdaj ne bomo šli vdih, izdih, tudi ne gremo to osnovno vajo skozi, potem bomo šli pa naprej. Ko ste na nov. Noge damo vzporedno. Noge damo vzporedno v širino ramen. Zategnemo nožne mišice in jih sprostimo. Zategnemo trebušne mišice in jih sprostimo. Zategnemo prsa in jih sprostimo. Zategnemo roke in jih sprostimo. Zategnemo vratne mišice in jih sprostimo. Zategnemo obrazne mišice in jih sprostimo. Zapremo oči. Vdihnemo in izdihnemo. Samo opazujemo, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Opazujem, kako gre zrak skozi nosno votlino, v žrelo, sapnik, v pljuča. Kako to občutim? Kaj čutim, ko izdihnem? Počasi odpremo oči. Kaj spodrgate takole in kot da se umivate. Od teh novih, a ste vsi lahko spremljali vdih in izdih? Ste lahko sledili? A kdo ni mogel? Ste vsi. No, tako kot smo zdaj šli, vdih in izdih, ko to trenirate po 10 minut zjutraj. Po 10 minut trenirajte vdih, izdih, da boste opazovali transdresirati. Ko boste sposoben opazovati misli, boste lahko opazovali misli. In ko boste opazovali misli, misel ne bo zdržala vašega žačenja opazovalca. Bo odšla. Ko bo misel za misel, bo odhajala. In tako bo ekranček postal počasi prazen, brez misli. In ko boste brez misli, boste zasledovali nitko, ko bo letela skozi ekranček. Ravno samo opazujete in se bo upočasnila in boste prišli v točko. Koliko vas lahko že opazuje misel? Dajte roke gor. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14. V redu. A veste, 14 vas je že, ko to lahko, ko veste, da vi niste misel, ampak da notranji jaz lahko to opazuje. Vaš pravi jaz to lahko opazuje. Ko boste enkrat v zdaju, lahko začnemo trenirati tudi nad jaz. To sem vam že zadnjič prepovedal. To so točke, ki so nad, prva čakra je nad temenom. 15 do 20 cm visoko, to je 8. čakra. In mi jo vizualiziramo kot zvezdico, svetlo zvezdico, skozi katero vlečemo svetlobo v sebe. In to poskušajte vsaj enkrat na dan. Minuto, 2. Vlečite svetlobo v sebe. In ko boste začutili, da je ta svetloba vas napolnila, jo zaproste, da vam odgovori na vprašanje, ki vas najbolj zanima. Ko se bo ta glas oglasil, ga preskuste, to ne pozabite, kje je sonček v meni. Če bo vedel povedati, potem je pravi. Potem je pravi vaš nadjaz. Drugače pa lahko meša tudi kdo drug. Ne verjemte v angelčke pa v avatarje. Verjemte samo v lastni nadjaz. Mi smo prišli od tukaj. Idemo nazaj. Koliko bomo mogli usvojiti tega nadjaza, toliko bomo bolj sposoben videti stvari, ko jih drug ne vidijo. Ker gre za eno v tako obliko vibracije, da bo te stvari bojo zelo aktualne. In te stvari so zdaj nam naklonjene in lahko DNK spirale, ko jih je 12, mi jih imamo samo po 2, se lahko začnejo sestavljati, ampak skozi to meditacijo. To smo ponavljali. Om, pa ko greste spat, šaom. Zdaj bi jaz ponovil samo aom, bomo peli. To je najvišja molitev, bi rekel. Ampak to je vibracija. To je vibracija, ko jo mi sami ustvarjamo. In s to vibracijo bomo mi ustvarili pogoj, da se začnejo te mehni delčki sestavljati v spirale. En bo dobil 3, en bo dobil 4, lahko jih bo dobil 5, lahko jih bo dobil po vseh 12. In skozi te spirale potem lahko mi delujemo naprej. Skozi te stvari bomo sposobni prenesti vse spremembe, kar jih bo pač zemlja doživljala v teh trenutkih, ko jih pravzaprav vsi napovedujejo. Ampak edino skozi sebe bomo prišli. Skozi nobenega drugega, skozi nobeno raketo se ne bo noben rešil. Samo skozi sebe. Skozi lastno svetlobo. Skozi lastno energijo. Bomo šli pet aom.
ne poslušajte mene. Jaz sem začel, ampak kakor ima kdo glasu, ne pa opazuje, kako se mu tresejo prsa, kako mu vibrira grlo, kako mu vibrira teme, pole si položite gor. To je vibracija za možgane. To je vaša lastna vibracija. In bomo peli. No, gremo. Zaprite oči, sprostite se in začnemo peti. Ne, vsak, kolikor ima zraka, ne poje, a ne? Ko nam bo več, pa ne spet vdihne in naprej poje. Ne mene čakati, da bom jaz začel peti. Kar začnemo. Zjutraj pojete pa samo A. Vmes pa poslušate vibracije. Ste poslušalke vibracije. Ja. Kako je bilo? Je imel kdo težave? Danes smo jih še razdelili, veš?
Še niste dobili. Ne, danes A, smo da, sedeli, veš, ja, da boš naslednjič vprašal. poslušajte, pri vibracijah boste prosim previdni. Začnite poslušati 1 minuto, ne več. To boste videli, kako na vas učinkuje. Zaradi tega, da tisti, ko ste psihično, kaj ste, bolj nežni, ne, da vas to ne bo prizadelo. Potem pa povečujte. Ne? Tako, če pa ugodno, pa lahko poslušate tudi 5 minut ali pa 10. Boste videli. Ne? Boste videli, koliko prenesete. Ne? Koliko lahko prenesete. Jaz to poslušam po celo uro. Ker sem poslušala 10 minut, nam je bilo slabo. Vse te Problem je trebuh sem bil. vse te stvari pridejo. Ampak lepo počasi, ne pretiravati. Ne, se tudi jaz nisem šel pred snem. Lepo počasi. Jaz sem tudi šel po 1 minuto, potem sem šel že, da sem 2-krat zavrtel, potem pa šel pa en prijatelj k meni. Prav, koga pa je to? Sem rekel, če pa njega tako deluje, pa moram pa tudi jaz malo zmišljati. Sem se ustrašil. No, 1 uro poslušam, ampak se izslušajte. Tako da lahko dam na jačino, tako da lepo slišim. Te vibracije so, to vam telo pretrese. In vam pomaga sestavljati te spirale. Boste pa prevideni. Tisti, ko ste bolj labilni, da ne boste šli pa 10 minut poslušati. Samo 1 minutko od začetka. Da vidite kako, tipajte tako, kot to je neznana zadeva za vas. Kolikor je bila za mene. Zdaj ne bomo šli pa kar na točko, drugače bomo imeli premalo časa za tiste vaše viske. Tako je, pri točki, isto, vdih